Več kot 10 let po prvih naznanitvah sumov kaznivih dejanj se je v Celju začelo sojenje v zadevi T6. Obtožnica na več kot 1300 straneh 12 fizičnih in 2 pravni osebi bremeni zlorabe položaja in pranja denarja. Med obtoženimi je tudi nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik. Gre za več kot 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri graditvi 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Marko Štor spremlja sojenje, pozdravljen. Sojenje bo verjetno zapleteno in dolgotrajno. Kako je minil prvi dan? Ja, gre za vsebinsko zelo obsežno zadevo, ki se je danes pričela s predobravnavnim narokom, na katerega je prišlo 6 obtožencev od 10 vabljenih. Pričakovali smo, da se bodo obtoženci izrekli o svoji krivdi, a do tega ni prišlo, saj odvetnik Uroša Rotnika po eni uri naroka zahteval izločitev sodnice. Ta je Rotniku pred 2 letoma sodila v enem izmed že končanih kazenskih postopkov, v katerem so ugotavljali izvor Rotnikovega večmilijonskega premoženja. Poglejmo izjavo. Izločitev sodnice sem zahteval zaradi tega, ker je sodnica Turinkova v drugi kazenski zadevi sodila Rotniku in dotičnemu Aleksandru Hrkaču, pri čemer se je v tej kazenski zadevi, ki jo tudi poznate novinarji, opredeljevala do istih dejstev in dokazov, ki so predmet ugotavljanja tudi v tem kazenskem postopku. No, Marko, kaj pa preložitev pomeni za nadaljevanje sojenja in kaj točno tožilstvo obtoženim očita? Če bi do zamenjave sodnice prišlo, bi to pomenilo za več mesecev odloženo sojenje. Nov sodnik bi se namreč moral seznaniti z obtožnico, ki je spisana na kar 1300 straneh, v spisu pa je okoli 70 tisoč listov, kar zagotovo terja svoj čas. Uroša Rotnika, prvo ime sojenja, obtožnica bremeni, da je Alstomu, ki je 6. blok gradil, protipravno omogočil za 284 milijonov evrov premoženjske koristi, ob tem pa zase v obdobju med letoma 2007 in 2013 nezakonito pridobil za več kot 870 tisoč evrov provizij. Spomnimo, projekt T6 se je iz prvotnih 650 milijonov evrov na koncu podražil na kar 1,4 milijarde. Za kazniva dejanja, ki se Rotniku očitajo, so predvidene kazni tudi po 8 let zapora. Hvala, Marko. Že včeraj smo poročali, hematološki oddelek Ljubljane